tole tudi, se mi zdi, spada pač v eno preteklost, ne. Ampak ja, je tudi rečeno, seveda, vsi ljudje smo obremenjeni z izvirnim grehom, ne. Seveda zdaj, odvisno, kako se to razume, pa v glavnem se razume tako, da kdor pride v cerkev, se mu hitro pove, ne, da je grešen in da naj se spokori ali karkoli, ne naredi, da ne bo več grešil. Ampak to predpostavlja seveda zdaj spet tisto staro podobo, ki sva rekla, človek pleza po tej lestvici svojega subjektivnega dobrega, kar misli, da je dobro, in pleza gor in tam ima neka navodila, neke prepovedi, a ne. Včasih mu uspe, včasih mu ne uspe, a ne, ampak v temelju je kriv, nikoli se ne bo rešil tega, vedno mora malo brskati po sebi, ne. In gotovo, da je to za današnjega človeka nesprejemljivo, tudi se ne doživlja tako. Ampak če bi pa že tako čisto preprosto, se mi zdi, zamenjali besedo krivda ali pa greh, izvirni greh, z besedo dostojanstvo. Kje si izgubil dostojanstvo? Bi rad dobil nazaj dostojanstvo? Se pa to zelo moderno sliši. To je popolnoma druga, tudi. Čisto drugo, ne. To zapoje nekako, ne. Tisto prvo pa obteži, ne. Greh obteži, dostojanstvo pa dvigne, ne. Ja. Samo bolečina, si mislim, ne, ali pa mišljeno je ista bolečina, ne. Greh je samo v tem smislu, ne da ti ga nekdo naloži, ampak da ga ti sam čutiš. Se pravi, ko ti vidiš, da si zavrnil eno tako dobroto in ti je žal. Greh je samo v tem smislu, rekel danes, če bi ga še bilo treba kaj uveljaviti ali pa pokazati, je samo v tem smislu, da ko ti iz tega, kar smo prej rekli, ne, ko se ti približa eno dobro, ne, ljudje imamo takrat eno skušnjavo in to je tista točka, rekel, ko se res odločamo za dobro ali pa za slabo. Je takrat, recimo, ko si storilec, recimo, ne, tako, če dava ta primer, ki smo ga prej imela, nekaj si naredil narobe in nekdo ti zdaj ponudi, glej, a ne bi se šel opravičiti, ne. In ti lahko to zavrneš. Se pravi, to, da ti pride takrat nekdo, ki bi ti pomagal, v bistvu ti bi rad pomagal, ker ve, da si obremenjen s krivdo, ve, da si nekaj narobe naredil, ga ti lahko stran porineš.